Dober dan, vsem skupaj. Zdaj, jaz moram povedati, da sem zelo nepripravljen, ker je pač neka, bom rekel, so tehnične težave, nismo uspeli vzpostaviti z njo, tako da bom jaz to malo zmedeno vodo. Dober dan, gospa Gordana. Ja, Um, dober dan. upam, Nič da, bad bova skupaj speljala, brez skrbi. no, upam, da bo res, da bo uspelo tole. Zdaj, poklic babice, ne, je en tak poklic, s katerim se vsi srečujemo, se pravi na tak ali drugačen način, a ne. Vi ste v tem poslu že kar precej časa, ne. Jaz se vas spomnim leta 98, ko sem jaz hodil k vam, kot pripravo na porod, ne. Tako da to pravzaprav te šole, jaz moram reči, da mi je bilo prav zanimivo. Koliko časa že te šole razne trajajo kot priprava na porod? To mislim ni Pri glih. nas, pri nas je 55. leta se je začela kot neka psihoprofilaksa, so rekli. Takrat je bilo samo učenje dihanja kot sproščanja, ne, da bi bilo lažje pri porodu. Potem se je pa začelo tako, da so nosečnice želele malo več izvedeti, tudi o negi novorojenčka, dojenčka, potem tudi prehranjevanju, tudi določenih stvari v porodni sobi, pa po porodnem obdobju in tako naprej. In glede na vsa ta povpraševanja in želje smo začeli razširjati program takrat, ne, in potem normalno se je priključilo in nega novorojenčka in potem sam porod in poporodno obdobje, pač dojenje in hranjenje, ne. Takrat ni bilo tako veliko govora o dojenju, ampak se je vseeno dojilo tudi takrat otroke. In potem s časom do leta 91. so se pridruževali ves čas očetje. Pol smo preimenovali šolo, se pravi 68. smo preimenovali v materinsko šolo in potem do 91. je bila materinska šola, tako tudi uradno v Uradnem listu, in potem pri nas so začeli očetje hoditi, ne, čezdalje jih je bilo več in potem nekako jim je bilo to malo zoprno, materinska šola, pa so še očetje zraven, so napisali, ne, določene peticije na določena mesta, kamor je bilo treba, in se je naša šola 91. preimenovala v šolo za starše. Potem pa v Uradnem listu, ne, pa potem šele nekje okoli 2000. leta se je pol začelo pisati šola za starše. Zato tudi danes velikokrat rečejo, sploh, ne, starejše gospe, materinska šola. Drugače smo uradno šola za starše. Aha. Pa so moški dejansko so potrebni pri porodu? Ja, veste kako? Lahko gledamo iz več različnih zornih kotov, a ne. Kot prvo je to en tak dogodek v življenju, jaz ne vem, kaj bi rekli, da je še v človekovem življenju lepši, bolj vzbudljivo, bolj pri srcu, kot da se mu otrok rodi. In če se enemu očetu otrok rodi in da je on zraven tam in da se ga on dotakne in da ga poboža in da vidi, kako ta njegov otrok izgleda, ta prvo sekundo, ta prvo minuto, se pravi, to je za očeta nekaj nepozabnega, kar ostane v njegovi duši, se mi zdi, za vek vekov, kadar se na to spomne, a ne, ga sigurno oblije neka milina. Če pogledamo z zornega kota otroka, sigurno otrok pozna tudi glas očeta že intrauterino, se pravi v maternici, in ko oče pride domov, začne govoriti, a ne, otrokov utrip se tudi plodov utrip se tudi spremeni, a ne, se pravi, ga pozna že in sliši intrauterino, ne. Pol, ko se pa otrok rodi, isto tako, mu veliko pomeni, če se je oče zraven, če kaj spregovori, če se ga dotakne, če poboža, se pravi tudi, da se kolonizira pač z očetom, a ne, njegovo kožo in tako naprej. To je z drugega zornega kota in seveda z tretjega zornega kota zaradi porodnice, a ne, partnerice, ki rabi pomoč, podporo, skupaj sta od začetka v tem, skupaj bosta še naprej, a ne, se pravi, in pri negi in vzgoji in hranjenju in tako naprej, a ne. Zato mislim, da z vsakega zornega kota, če pogledamo, da je to zelo fajn, a ne, in dobro, da sta skupaj in da gresta skupaj to pot. No, ker namreč jaz vam bi rad nekaj prebral, zdajle sem si sprintal, ko sem nekaj delal eno zadevo. Ne vem, če ste slišali bi rekel takole, moja mama pa moj brat
pri porodu moje mame in mojega brata je bila ena ista babica v Slovenj oziroma v Starem trgu. Ne? Ona je tudi knjigo napisala v tej svojem življenju. Žal, če bi vedel, bi jo šel poiskati pa prebrati. Ampak hotel sem vam tole prebrati. Nekje sem odkril ene babice dol iz Ivančne Gorice, ki govori približno takole. Po uspešni končani babiški šoli je nastopila službo na širšem območju Ivančne Gorice. Od tedaj so jo ljudje v vseh dnevnih in letnih časih videvali, kako je vrtela pedala kolesa, na katerih je visela velika babiška torba. S svojim trpežnim kolesom je šla Malone vsa selišča od Metnaja na severu do oddaljenih zagraških ambruških vasi in zaselkov na jugu. Potem pa pravi, poleg tega ji ni bilo odveč vzeti v roko kuhalnico, pomivalno krpo ali metlo in postoriti najpotrebnejše v hiši porodnice. In še nekaj je na zadevo. Pravi, ljudje so ji srečevali in so ji kazali popek, kako lepo ga je obrezala. Med dogodivščine se pa najraje spomni dogodka, ko je prišla negovat deklico, pa je odkrila, da ni deklica, ampak da je fantek. A je odkrila, da je? Da je fantek, da ni deklica, da je Ja. fantek. Ko so jo prinesli domov iz bolnice, so rekli, da je deklica, ker so očitno in potem so je odkrila in so bili vsi veseli, da so dobili fantka. Evo, Nika je z nami. No, ker komentirajte tole, potem bo pa Nika prevzela. Veste kaj, zdaj ste kar nekaj stvari prebral, a ne, se pravi, kakor sem to razumela, ker sem imela nekih delavcev, imam nek šunder. Se pravi, da je babica pač opisala, ko je končala šolo, začela delati in kako je bilo, ko je prišla na domove, ker je takrat porajala še na domu. Včasih so rojevali doma, ne, moj In brat je veste, rojen ja, to je bilo 58 nekako, leta. ne, tam po drugi svetovni vojni, tam do 50 leta, nekako smo čez dalj bolj spravljali, ne, po drugi svetovni vojni porode v porodnišnico. Veste, ni to edina babica, mislim, da celo vem, kateri babici se dela, se govori, imam nekaj tudi fotografij, ne, teh babic in ta vem, ki je delala na področju Ivančne Gorice. So tudi drugod babice prvo velikokrat so povedale ali zapisale, ne, da so mogle, ko so prišle porajati, ta prvo zakuriti ogenj, pa da so mogle pogreti vodo, pa da so mogle pripraviti celo tudi starejšim otrokom, kdaj skuhati hrano. Potem, ko so prišle tudi pogledati ali pa skupiti otroka, so prišle v en osrednji prostor hiše, ki se je hiša imenoval, ne, ki se je samo tam kurilo, so mogoče kokoši bile na mizi, da so mogle zgnati kokoši, da so mogle očistiti mizo, da so mogle premakniti do peči, da je lahko bolj toplo bilo novorojenčko, dojenčko, ko so ga kopale. In tako veliko je teh prigod, ker pač je bilo življenje takrat drugačno, kot je danes, ni bilo tekoče vode, ne, revščina je bila in tako. In so res babice, ne, da rečem, tam pred drugo svetovno vojno, ja, seveda, pa tudi po njej, ne, saj sem rekla, do 50 let, sploh v hribovskih oddaljenih kmetijah imele težave in probleme s tem, ne, da uredijo prostore, v kamor so prišle. To je ena stvar. Druga stvar je zdaj, kar sem se zapomnila, ne vem, še nekaj vmes bilo, da so bili presenečeni, da je bil fantek. Zdaj pa jaz tukaj ne morem, ali je to bila slaba informacija, ne morem tako komentirati, pa da so rekli, da je bila punčka, potem, ko so odkrili, da je bil fantek, a ne, da so to tako povedali iz porodnišnice, ker prej ni bilo takih telefonov in tako naprej. Zdaj, po eni strani, ne vem, ker ženska je takrat, ne vem, vsakič bilo obeležen otrok in to, da bi bil nek drugi otrok, to pa ne verjamem. Tretja stvar je pa, lahko gre za neke malformacije in neke anomalije, ker meni se je tudi zgodilo 3-krat v življenju, da ko sem rodila, se mi otrok rodil kot babici, nisem vedela, kaj bi rekla, da je, a ne, in sploh v teh mojih mladih letih, a ne, začetka mojega službovanja je to včasih bil šok, a ne, in pol hitro, a ne, dajmo porodničarja, dajmo pediatra in tako naprej, ker pač obstajajo ne take anomalije, da ne moreš po spolovilu ločiti, a ne, in v takem, potem seveda takrat, ko sem jaz začela mojo kariero, ni bilo ne ultrazvoka, ne, da bi to potem določili, a ne, kakor je to danes, a ne, da se takoj odkrije in določi.
in potem čez čas, se je pač opazovalo otroka in to. Nekateri so lahko imeli od zunaj spolovilo moškega, pa notri maternico in jajčnike, ali obratno, ampak to so res take malformacije, ki niso tako pogoste, oziroma katere se danes dosti hitreje odkrijejo že takoj, po nekaj urah, po porodu, se pogleda otroka in to je danes lažje. In pravzaprav, kar zadeva teh malformacij, da bom nadaljevala, še to, ko sem jaz začela mojo kariero, je bilo veliko takih stvari, katere moje mlade kolegice ne bodo nikoli videle, zato ker zdaj je napredovalo porodništvo, imamo veliko aparature, odkrivamo že intrauterino, določene spremembe genetske in določene težave, in včasih, kadar vidijo, da je nezdružljivo z življenjem, ne pustijo niti to nosečnost do konca, tam do 25. tedna se konča ta nosečnost, zaradi tega, ker vse dokaže, ker z večjimi pregledi to lahko dokaže, danes 100%, da je nekaj narobe. Včasih pa tega ni bilo in so potem nosečnice prišle 40 tednov noseče, se pravi roditi, je bilo vse v redu, doma je imela zibko pripravljeno, je imela vse za otroka, ko je pa rodila, smo pa videli v porodnišnici, da ni bilo to združljivo z življenjem. Kakor smo dali otroka s popkovine, potem nič več ni bilo. Ne utripa, ne nič in to pač ni bilo mogel preživeti nekaj takega, pač to je bilo tako. Nika, evo, prevzemi. Jaz se vsem upravičujem, imela sem ne samo nespretnostne težave, ampak pa se je izkazalo tudi, da tehnika je zatajila. Upam, da me slišite. Ja, te slišimo. Ja, slišim. Gospa Njenič, vam sploh hvala, ker sem vse mislila, da bo delalo, pa na koncu me ni delalo. Tako da ne vem, kako smo se na začetku predstavili, vas so predstavili. Žal nisem nič, tako da kar ti začni. Jaz bi povedala, da je gospa Njenič Gordana je magistra zdravstvene nege, diplomirana babica, in je zaposlena že skoraj 30 let, popravite me, če imam narobe, na ginekološki kliniki. Ja, gospa, res vas bom popravila. 44 leto teče, odkar sem jaz na ginekološki kliniki zaposlena. Ja, to imam pa čisto tačen podatek. Od 79. leta sem začela takoj po šoli, bo kmalu 44 let. Ja, bravo. Torej ste še dodatno dragoceni, ker imate še več teh izkušenj, kot sem jaz si jih nanizala po mojih raziskavah. Zdaj pa mogoče, če začnete kar sami, pa ne bodite nič kaj malenkostni okrog priznanja sami sebe, mogoče začnete kar s tem šolanjem 75. leta. Šolanje se je dalo končati samo takrat, ko ste imeli za seboj 50 porodov, in takrat je babica lahko šla v porodno sobo. Ja, to je, v časa šolanja je bilo tako, da smo imeli program, ki je bilo treba narediti 50 porodov, nisi mogel stopiti zaključnemu izpitu, diplomskemu, dokler ne narediš, ker so bili dnevniki in je bilo morano biti vse vodeno, od porodov, od 100 ginekoloških pregledov. Takrat smo žal tudi rektalno pregledovali ženske in tudi nekaj let moje kariere, mogoče prvo desetletje, pač taka navodila so bila, ker so mislili, da so lahko infekti, če se gleda skozi nožnico, žensko in tako naprej, da se temu izognemo. Pač drugačna pravila, drugače smo takrat znali, vedeli in se pač pridrževali določenih stvari, potem pa s časom seveda, vse je šlo naprej, stroka se je razvijala in tudi do določenih stvari normalno smo prišli, kaj je boljši, kaj je za nosečnico, porodnico, otročnico bolje, in tako da v glavnem se je veliko stvari spremenilo, odkar sem jaz začela svoje šolanje in svojo kariero, in potem sem prvo naredila seveda srednjo babiško šolo, takrat sem se vpisala s 15 leti na babiško šolo, ker pač je to bilo tako, po osnovni šoli si se mogel odločiti za nek poklic, potem čez leta sem pa naredila fakulteto zdravstveno, sem diplomirana medicinska sestra in potem pač sem naredila seveda magisterij, to sem pač šla skozi moja leta, potem v službe in naprej. Drugače pa to, zakaj sem toliko časa v službi, mogoče ne bi bila toliko časa, ampak včeraj je bil en tak dogodek pri nas, v babiški šoli, da sem jaz ponosna, vesela sem tega dogodka, ker sem ves čas sanjala o tem dogodku in ker nama je res uspelo speljati ta dogodek, ker je 270 let
babiške šole od formalnega izobraževanja od 1753. leta, ko je prva šola, ne babiška, odprta tle na naših prostorih in pač ne po naročilu cesarice Marije Terezije, ker je bila velika umrljivost otrok, velika umrljivost ženska, ne po porodu in med porodom. In pol, zdaj ta 270. obletnica je taka, da smo nekako se zmenili, 100 let klinike je naše stare porodnišnice, od 23. januarja 1923 so jo odprli prve pacientke so in porodnice začele sprejemati na ta dan, tako da se to sovpadlo in smo to skupaj naredili, pa seveda tudi Ljubljansko društvo, naša babiška sekcija je Ljubljansko društvo medicinskih sester in babic in zdravstvenih tehnikov, ne pa klinika skupaj, in potem imamo več teh aktivnosti čez celo leto, ampak včeraj je bila ta, da smo se zbrale babice, bilo nas je okoli 290 babic pred babiško šolo. Zbrali smo se tudi tiste, ki so bile 90 let stare, enih par jih je bilo, pač stare, moram reči zrele, bi lepši bilo, da rečem, ampak res take, ko so hodili na to šolo, ko so živele v tej šoli, ker to je tudi od 50. leta, pač profesor Lavrič, ker je bila prostorska stiska v porodnišnici, ker tam je bil internat, tam so se izobraževale, predlagal, da se naredi tukaj na Vrtovih ginekološke klinike babiška šola in so same te gojenke, kot so nam rekli, ali pa ne vem, dijakinje naredile, še sam predstojnik je delal in zgoraj je bil internat, od spodaj je bila šola, so se učili razredi, prakso so opravljali v porodnišnici. In ko so včeraj prišle določene, ko so tle živele v internatu in ko so videle svoje spalnice, mislim, mi imamo zdaj drugo namen teh prostorov, ne so to učilnice, so to pisarne in tako naprej, ampak so to povedale v živo, kje je bila postelja, kje je stala nočna omarica, kje so bile omare od zunaj. Veliko se jih je kar zjokalo, potem koliko spominov, koliko domotožja je bilo tukaj, koliko ljubezni se je razvilo, tako da to je bil včeraj ta dan in smo ga res bili veseli in je bil res tako obiskan in tak fin programček smo imeli, potem smo se podružili in veliko takih sošolk se je srečalo, ko se ni tako dolgo videlo. V glavnem res sem mogoče res zaradi tega 44 let, ker sem čakala, da dam to leto skozi in da potem se tudi jaz poslovim. Ja, jaz vem, da bo šlo to leto lepo skozi in zdaj, ko so se ravno dotaknili te zgodovine, pa poklic babice sega že davno nazaj in takrat so bile vaške babice. Ene so bile, kako je zapisano bilo, izprašane. Da, ene pa neizprašane, ne. Se pravi, neizobražene so bile najbrž neizprašane, tiste gospe so bile tudi bolj... A veste, kako je bilo? Je bilo tako, da 1753. leta je ustanovljena šola tukaj, potem je bil celo Trstene za nami, ampak takrat ni bilo porodnišnic in takrat so bile na terenu babice, seveda so se učile ena od druge, ki so bile bolj izkušene, ena za drugo, to je bil praktični del. Teoretični del so pa imeli zdravniki, kolikor je bilo teh knjig takrat, nekaj je bilo v češčini, večinoma v nemščini, potem je Makovic napisal oziroma tudi v slovenščini, prevedel, tako da so pri zdravnikih hodile na teorijo in pri zdravnikih so mogle tudi delati izpit in to so bile izprašane babice, in potem so mogle, če so želele iti v službo, pravzaprav so dobile en tak rejon, kam so mogle iti, ali je to bil njen domači kraj ali pa nekje drugje, kjer je bila potreba, so mogle imeti še prisego, ker babice smo imele svojo prisego takrat in so mogle zapriseči, da bodo delale vestno, pa po kodeksu, ko bi danes rekli, pa je bilo po teh 7 točkih napisano vse kako, da zapriseže, da bo tako delala pa v prid ženski, pa da ne bo čenčala okoli, pa da ne bo govorila. Pa 1833. leta je bil napisan, doktor Makovic je napisal tudi lik babice, kakšna naj bi bila urejena, pa kako bi izgledala, pa naj bi bila, ne govorila okoli, kaj se je zgodilo, pač neke čenče prenašala in tako naprej. To je res tudi bilo tako, ko prebereš, pa čuječa.
naj bi bila čuječa. Mi smo nekaj let nazaj začeli operirati s to besedo čuječa, ne pa čuječnost, pa ne vem kaj, ni tako dolgo pri nas, ampak takrat v teh letih prav je napisano, ne, da bi bila čuječa, ne, da v tem trenutku takrat z žensko, da bi z njo znala začutiti, sodelovati z njo in odreagirati. Se pravi, zato so bile te izprašane pa zaprisežene babice, a ne, in so dobile ta svoj teren in so tam delale, a ne, in se večinoma so porodi bili na domu in tako. Potem pa 1789. leta govorimo o prvi porodnišnici tukaj v našem podeželju. In ta prva porodnišnica je bila od Tromostovja, če gremo, a ne, se pravi, čez Tromostovje proti tržnici, tam na desno je Filipov dvorec, na levo je ta vila Kresije. Tam je bila prva porodnišnica in tam je bila, ni to bil tak veliki prostor, ampak se je reklo porodnišnica in najdišnica. Zato, ker je veliko otrok se najdlo pred cerkvenimi vrati, pred kakšnim mogoče bolj premožnimi meščani in tako, in potem so seveda te otroke odnesli v to najdišnico in potem pač seveda, kdo jih je vzel, a ne, in tako naprej, a ne. In zato je bila pač porodnišnica in najdišnica, ker so bile to novorojenčki. In tam je fenomen pač od tukaj izhaja, da imamo prvo šolsko babico. In potem, ko je začela delovati ta porodnišnica, so začele te dijakinje ali pa gojenke, kot smo jim rekli, začele prakso pridobivati tukaj. In tam se je začelo babica babici. Takrat so babice prenašale pač v nekem v inštituciji znanje na svojo kolegico, kar tudi v našem kodeksu etike ima, da tudi danes moram prenašati, pa tudi ali na terenu ali v inštitucijah in tako naprej. Ampak tam pol govorimo o prvi šolski babici in potem je to delalo kar nekaj let, ampak je to bil majhen prostor oziroma niso imeli veliko prostora niti za porodnice, niti da bi ležale po porodu in tako naprej. In potem so se čez nekaj let preselili na Marksov park, to je na Dalmatinovi ulici, je vis-a-vis sodišča, je Dalmatinova je. Se pravi, tukaj je potem bila porodnišnica, ki je bila dosti večja, pravzaprav se je imenovala takrat Frauenklinik. To je Klinika za ženske. Ja, in ginekologija in porodništvo. Tam je bilo veliko porodnih postelj, tam je bilo že 14 postelj za otročnice, se pravi, da so ležale. Imeli so že patološko nosečnost, so imeli tudi ginekološke pač zdravljenja, kakor je bilo za ta čas, in celo po 2 razreda babiških dijakinj. In one so spet tam stanovale, tam delale, tam nabirale prakso, tam seveda izobraževale tudi teoretično in tako naprej. In potem spet so, kakor jih je pač ostalo, kakor je bila potreba po porodnišnici, potem druge so pa se razšle po svojih okrajih in tako naprej. In potem pač ta nesreča 1895. leta pride potres v Ljubljani. In ko je prišel do tega potresa, se je potem ta hiša porušila, ta klinika, in potem so 1 leto delovali v nekih prilagojenih, a ne, barakah, ko so rekli, in tako naprej. Tako da potem je profesor Zalokar, ne, pravzaprav ne, 1 leto so delovali, 1896. leta so se izgradili ob Zaloški ulici eni paviljoni. In od tistega potem so se preimenovali v tole deželno bolnišnico, te paviljoni. Paviljon 3 je pa pol pripadal ginekologiji in porodništvu. In ko so prišli tam, so že v štartu videli, da bo to premalo prostora in so dozidali določene, ker se je dalo dozidati ob tem v paviljonu 3 še prostore, so jih dozidali in potem so delovali v teh prostorih tudi teh 7-10 let, ali koliko je zdaj natančno, oziroma nekih 6-7 let, in je to bilo premehno, tako da je profesor Zalokar pobral vse argumente, statistiko in je šel v Beograd. Takrat je bila država Srbov, Hrvatov in Slovencev in je šel v Beograd na to, ko bi rekli danes Ministrstvo za zdravje, ne, je odšel z vsemi temi argumenti in statistiko povedati, razložiti, da so to taki veliki problemi tukaj. In takrat je dobil tudi denar in pravzaprav, ne, pač to ministrstvo je prišlo in je kupilo staro porodnišnico. 21. leta prejšnjega stoletja. Stara porodnišnica, ta rdeča porodnišnica, ampak je bila takrat namenjena neozdravljivim bolnikom.
in ni bila primerna za ginekologijo in porodništvo. In pol so začeli z renovacijo te rdeče hiše, a ne, in do 23. januarja 1923 so jo renovirali in takrat so pač začeli sprejemati prve ginekološke porodnice in bolnice, ne. Aha. In zato, to je tako, a ne, se je povezano in potem seveda, kakor so se preselili takrat klinika za bolezni in ženske bolezni in porodništvo, seveda je tudi prišla šola in babice zraven, a ne, šola babic. In potem so imele v podstrehi internat, od spodaj so imeli učilnice, a ne, kakor je bila tudi predavalnica, in potem, ker tam je včasih, ker je zdaj predavalnica, tam je bila včasih kapelica. In pol so jo pač naredila, ne, kot predavalnico in tam so imela, ne, pač jaz imam tudi fotografije te, imam tudi eno iz tistega časa iz paviljona 3 in potem je pa so se tle izobraževali in velikokrat, jaz sem še delala s kolegicami, ki so tukaj končale šolo, a ne, takrat in stanovale, da so rekle, da so jih pol o ponoči, ob 2 ura, 3 ura, kakor je bilo, poklicali, če je bilo kaj posebna, a ne, poseg v porodni sobi, tako, ker se ga ne vidi tako pogosto, da so prišle, so samo haljce dale tiste bele čez in so prišle gledati ta poseg, da so se ga zapomnile, da če bi slučajno kdaj prišlo, da vejo, kako gre. In potem, a ne, zdaj pa že gremo, zdaj pa jaz ves čas govorim, ne vem, koliko vas to zanima, ampak ker sem v tem kontekstu, je pa spet prišlo do prostorske stiske in takrat je profesor Lavrič predlagal, da se bi naredila babiška šola tukaj na vrtovih ginekološke klinike in ta naša babiška šola, ne, je zgrajena 1950. leta. Na Šlajmerju, ne? Zdaj je stara 70 let, ne, oziroma 73. Gospod Gordana, rad bi vas, ne vem, če veste, ne, ampak v tej stari porodnišnici so bili 2 leti slepi in slabovidni not. Je bil prvi zavod za slepe. In potem, ko je to jih je kuratorij za slepe je to najel, to Leonišče oziroma ta porodnišnico, ne, in potem so mogli leta, ker je pač to, kot so vi rekli, so kupili, ne, je ministrstvo zdravstva, kako je že, je to kupil in so pač slepi se predstavili v Kočevje, vi ste dobili v prostore. Tako, samo mimo. A veste, to je pa bilo Leonišče, a ne? Ja. Leonišče je tista druga bajka, ki je bila zraven, tam se je tudi danes naša, ker imamo ginekološke ambulante notri, ker je pač porodnišnica je ostala tukaj, ginekologija, ker je prvotno bila ginekologija in porodništvo v Rdeči hiši, potem so pa ta Leoninum, ali kako so mu rekli Leonišče, so kupili, zdaj ali v slabovidnih in ne vem, slepih, nekaj časa je bilo tudi tam za... Lastnik je bila zavarovalnica. Ja, sej, to pol, kako se je razvijalo, ne vem, vem, da so takrat celo, ker je to, takrat ni bilo tako veliko mesto, bila nekaj časa tudi za neke pljučne bolnike. In potem, ker je pri nas bilo tako stiska prostorska, so pol odkupili te prostore in je bila ginekologija, tam 3 nadstropja ginekoloških oddelkov, od spodaj so bile operacijske, in potem seveda čez leta, ko smo se odselili ginekologijo v klinični center, ne, so tam ostale samo ambulante, seveda preurejeno, ne, tako. Zgodovinsko je, kakor se spomnim, ne, še teh prostorov, pa kakor sem slišala, ne, sej, to pa verjamem, ampak to je pa za Leonišče gre, ne, to je pa stara porodnišnica. Ok, Nika, prosti. Nič hudega. Ja, zdaj ob tem vsem, kar gospa ve, se potrjuje, kako še danes zavzemate za ohranjanje te zgodovinske dediščine babic in medicinskih sester in ravno zaradi tega vsega aktivnega delovanja ste vi dobili tudi srebrni znak društva, a ne? Lahko poveste, katerega društva našim poslušalcem, gledalcem? A veste, ja, sem dobila že nekaj, ne vem, toliko let nazaj srebrni znak Društva medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Ljubljana, ker pač to je naša, v Sloveniji imamo 11 društev, vsaka regija ima svoje društvo in jaz pač pripadam ljubljanski regiji in sem dobila tukaj, potem pa sem dobila čez nekaj let, ali ne vem, kako je že, koliko, spet ne znam letnice, ker je res, mi je to šlo, sem pa dobila od Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije
sem dobila pa zlati znak, ker ta zlati znak je pa nekako najvišje priznanje v našem poklicu, a ne, če ga lahko dobi medicinska sestra ali babica, a ne, tako da v glavnem sem pol dobila tudi ta zlati znak, a ne, tako da zdaj ne vem, zakaj, jaz sem delala, ker sem delala, nisem delala za te znake, pač prišli so, a ne, nekako tudi te zlati zahvale in nagrade, naj rečem tako. Se opravičujem za tele izpade, ampak me še zmeri moj mož kliče in ga sploh ne morem sklopiti. Zdaj, glede na to, da smo omenili tole kulturno dediščino, ki se želi, da se ohrani, lansko leto marčevsko soglasje vlade je bilo tudi k večnacionalni nominaciji babištva za vpis na UNESCO seznam nesnovne kulturne dediščine, a ne? Ja. Vi vidite kakšne prednosti te umeščenosti na ta seznam? Bo kaj mogoče? Pa veste kaj, je prestižno biti vpisan na nek tak seznam, ne? Ampak mislim pa, da si ga tudi zaslužimo, da smo tam vpisani glede na vso tole zgodovino, ki je za nami, a ne, in ko smo res toliko let, a ne, se pravi stari, da rečem, a ne, to formalno izobraževanje imamo do 84. leta, pravzaprav, jaz ne vem, eni omenjajo, da babiška šola ta se je končala, ne, 81. ampak jaz vedno rečem, da za mene se je končala 84. leta, ker zadnje dijakinje so 84. leta končale 4. letnik in takrat smo zaprli vrata srednji šoli. In zato jaz govorim, da je to 84. leta, ne pa tisti dan vpisa, pa še 4 leta so hodile na to šolo, ne. In mislim, z tako tradicijo in s tako kulturo in s toliko razvoja, ne, ker res babištvo je toliko napredovalo, ne govorim, jaz samo govorim, da je napredovalo toliko, odkar sem jaz začela svojo kariero. Seveda je tudi z leti prej in stoletje napredovalo, ker je bilo drugače. Ker se je začelo babištvo tukaj, če pogledamo tudi, ker smo imeli ta babiški vestnik, a ne, ko je začel izhajati 1929. leta pa do 69. izhajal, so veliko pisali takrat o mazačkah, da ne govorim, koliko prej je bilo o mazačkah, a ne, napisano, ki so posegale v to babiško delo, in je bil veliki problem, a ne, in s tem, da so ohranile kakšno življenje in da so ohranile materino in otroško življenje, a ne, da se izognemo tega. In sigurno je tukaj veliko stvari za napisati in da tudi se vpišemo, a ne, v neko tako, na nek tak prestižni seznam, a ne, je fajn in lepo. Imamo pa zgodovine, jaz sem sama pripravila veliko stvari. Jaz sem jih zbirala čez leta iz smeteh in tako naprej, da rečem, pobirala. Potem so določene kolegice videle, da jaz to nekako pravim, da je to dobro, če imamo nekaj, da več veljamo, če nekaj imamo za pokazati in tako naprej. In so mi priskočile na pomoč iz svojih koncev, so mi določene stvari oddale, prinesle, poslale, ker so bile tudi zavržene. Da ne govorim potem, da so me spoznale in slišale tudi vnukinje, ko so imele svoje babice in ko so jim pripovedovale, ko so one bile mlade, ker vnukinje so stare tako kot jaz, a ne, ker so, včeraj je babica bila na shodu, ki je končala babiško šolo, ko sem se jaz rodila. Pol pa veste, ko je bila tukaj pri nas včeraj gostja, ne. Se pravi, so tudi slišali te vnukinje, da pač jaz nekaj takega imam in iz svojih družinskih arhivov so mi prinesle določene rekvizite, ko so jih njihove babice uporabljale, none, bice, ome, a ne, da rečem tako, da zdaj vemo, da ločimo poklicno babico od rojstne babice, a ne. Se pravi, so mi prinesle odstople, tako da res, jaz sem naredila zdaj, ne vem, koliko veste, tudi tole 23. januarja razstavo v kliničnem centru in je, ja, še danes tam, naredila sem včeraj, ob temu sem imela veliko arhivskega gradiva, sem imela teh več papirnih, a ne, se pravi, diplom, fotografij, rojstnih listov in tako naprej, nekih. Pa kar vpišite razstavljene zgodovinske pomembne predmete. Je lažje za predstavo naših uporabnikov pa poslušalcev. Ja, saj to sem hotela reči. Tukaj zdaj včeraj, ko sem mogla malo pripraviti, a ne, sem pač pripravila za vsako babico določen del, a ne,
pa res imajo, kot sem rekla, fotografije, dnevnike, ko so hodili v šolo, kaj so mogli pisati, zvezke, ko so cele zvezke ali pa knjige prepisane, a ne, da z tako lepo pisavo, s tako poravnavo zvezko, da mi na računalniku to lahko delamo, ampak tudi takrat na roke je to bilo možno narediti. To ne moreš verjeti, ko primeš tisto s takim spoštovanjem zvezek v roko in vidiš, kaj je vse v njemu, koliko v njemu je in trpljenja, da rečem, in veselja sigurno, ki si to napisal, in tudi znanosti predobo in tako naprej. Drugače pa v tej naši omari, bi rekla, ne, steklena omara je tako, ni tako hudo velika omara, ampak jaz pravim, tukaj je res veliko zgodovine, stoletja so zgodovine tam. Tam imam 3 torbe babiške, ker če opišem eno torbo, ki sem jo dala na eno mizico, to je ena porodna soba danes. Tam so, dobro, ni aparature, ampak čisto vsi rekviziti, ki jih je babica potrebovala. Mogoče nekaterim ni dojemljivo, da je gor ena taka, rečemo, so inštrumenti, ampak enega zdaj opišem, da je taka cevka malo ukrivljena z eno luknjico, pa en takle, da daš prst notri, a ne. To je bil kateter. To je cevka železna, to si mogel vzeti vodo, če je mehur bil poln, ker glava se ne spušča v porodni kanal, ne spusti se v medenico, če je poln mehur. Porodnico v popadki bolj bolijo, zadržuje porod in si mogel kateterizirati porodnico, da se je lepši glava spustila, skonfigurirala, lažje prišlo do poroda. In pravijo, ja, kako so mogli to železo takrat dati, ampak ni bilo takrat niti gume, potem so prišle te gume, danes pa imamo te silikone pa kavčuke pa stvari za enkratno uporabo, ampak takrat tega ni bilo in vesele so bile, da so imele to so bili zelo dobri pripomočki, vem pa, da to sigurno ni bilo tako prijetno za porodnico, ampak je pa bil rešen problem, ne, takrat je pač bilo tako. Potem ena malo novejša torba, ki ima malo bolj sodobne rekvizite, pa je tudi tam nekje malo pred drugo svetovno vojno, druga svetovna vojna, potem imam pa tudi eno torbo, ko je imela babica, ko je delala v patronažnem varstvu, ko je pač takrat je bila monovalenca, ker so res šle babice samo novorojenčku in otročnicam, ne, se pravi, da je to, pač ta nima toliko rekvizitov, ne, ko jih je imela, kot danes imajo tudi danes take, samo mogoče so malo drugačne oblike. Potem je res tudi ena knjiga ta napisana na roko, cela anatomija in citologija prepisana, potem je tudi kar nekaj zdravniških, še forceps, ko so imeli, ne, takih zdravniških inštrumentov, potem je en babiški kolo, ko so ga babice imele, tak robusten moški kolo, in potem so me začeli spraševati, kolegi, pa tudi sem imela predavanje za 7 letnikov za 7 razredov 4. letnika srednje zdravstvene šole, pa so rekli, jo, kako je pa imela tak kolo, moški kolo. Bog daj, da ga je imela, ker prej še toliko, nazaj niso imele tam 1940, niti kolesa ne. In potem tista, ki je res imela srečo, da je dobila tudi ta robustni moški kolo, da je lahko natovorila vse tiste torbe in da se je peljala pod hrib in tam nekje pustila kolo in v hrib hodila še uro, 2, se pravi, je bila vesela, tako da veliko od takih rekvizitov, ki bodo ostala, in teh pripomočkov, to celo leto do konca leta, tako smo se zmenili, da so na ogled. In če pride slepa oseba ali pa slabovidna tja, lahko nekdo pomaga, pa pove, če pride brez spremljevalca in opiše tako, kot ste sedaj vi? Veste, zdaj, jaz, tamle so informatorke, one ne vejo toliko za to, Zdaj, jaz največ, če bi kaj takega bilo, ali pa če bi želela, kdo prideti, ali pa če pridejo, lahko se zmenimo, tako kot sem se menila, da sem hodila za te letnike, za te razrede, vsak dan, pa to, kar smo lahko prišli, pa sem jim razložila. Danes bi pa mogla dobiti zdaj za vami, saj sem vam pisala 40 kolegic iz Hrvaške, pa je ena zbolela in zdaj me je pa tudi predsednica zbornice že nekaj klicala, pa niti ne vem, zakaj,
ampak danes naj bi prišle ob 11. uri, a ne, zato sem rekla, mogoče bomo premaknili, pa bi jih isto odpeljala tam, da jim pokažem, a ne, ker oni imajo tudi zgodovino, seveda saj smo bili tak država, a ne, skupaj, nekoč, ko se je vse skupaj začelo, a ne, in njihove babice so tudi hodile sem v šolo, a ne, šele pozneje so začele, ne, odpirati šole tudi bolj na jugu in v nekdanjih naših republikah, ampak takrat pač ne je bila to isto, a ne, Avstro-Ugarska in tako naprej, pol čez čas, a ne, in tako. Prej smo rekli, da se razlikuje, da bomo vedeli, da govorimo o omah, pa o starih mamah. V Angliji je izraz midwife, a ne, kar bi pomenilo ob ženski, ne. Kako je pa prišlo do tega, da je babica lahko in stara mama in babičarka, ne, in babičar? Kako je pa to, da mi imamo dva različna termina? Jaz ne vem, kako je prišlo do tega, da je babica, a ne, spet iz nekih takih prevodov, a ne, ker mi smo prej, ne vem, si je dosti iz nemščine prevedenih stvari in tako naprej, da je prav babica prišlo tukaj, zdaj akušerka, nekje rečejo ginekologom, akušerji nekje, na primer v prejšnjih republikah, prejšnje države naše skupne so pa to akušerke, smer babica, ne, akušerski smer, to je babiški smer, a ne, bil, in se vse, tudi diplome da si končala akušersko smer, a ne, si akušerka avtomatsko, to bi pa, v angleščini je pa to ginekologa, ne, ali pa v latinščini in tako naprej. Da je to različno, a ne, zdaj v Nemčiji je ebame, a ne, tako da hebame, no, kako že rečejo, tako da Čehi imajo tudi podobno, jaz ne vem, mogoče smo mi, ker smo imeli tudi nekaj prevedenih knjig, a ne, še takrat za časa Makovica pred njim, a ne, mogoče je iz tega prišlo, a ne, da smo nek podedovali še iz tistih prevodov in teh knjig, da je prišla prav babica, a ne, da je babica, a ne. Drugače pa, ko smo mi pač 84. leta končali to 4-letno izobraževanje za babice, nekaj let ni bilo izobraževanja, potem 96. leta se je pa odprla na zdravstveni fakulteti oddelek, a ne, spet za babice. In takrat se spomnim pokojnega primarija Cerarja, koliko so razglabljali in razmišljali, kako bi zdaj poimenovali, ker tam je pa fenomen te visoke zdravstvene šole oziroma babiške, je pa to, da so takrat prvič pri nas začeli fantje hoditi na babiški smer, a ne, in da so pol začeli, a ne, delati na tem področju. Do takrat so bile to samo ženske. In pol so toliko z temi jezikoslovci, kako bi bilo pa za moškega, pa za žensko, in potem je nekako, a ne, na koncu vse, pač vsi skupaj, tudi stroka, in vsi smo se premlevali, prišlo, da je diplomirana babica zdaj in diplomirani babičar. Tako da babičar je eni pač, ne vem, ali iz nevednosti ali iz nekega heca, ne, rečejo diplomirani dedek, a ne, ker pač babica jih asocira na dedka, ali pa dedičar, ali pa ne vem kaj, kar tako kot rečejo tudi za diplomirana medicinska sestra, pa ne rečejo, ne vejo, kako bi rekli za moškega, a ne, ker je diplomirani zdravstvenik, a ne, pol pa rečejo diplomirani brat, a ne, tako da to je pač ljudi asocira in tako jih potegne, ampak v resnici je uradno diplomirani zdravstvenik pa diplomirana medicinska sestra. In zdaj smo ravno tukaj, ker sem hotela tudi to vprašati, ne. Vemo, da recimo družinskih zdravnikov menda na današnji dan primanjkuje tam 200. Kako pa je z vlogo babic, a ne, a je to deficitarno, ker zdaj smo skoraj vse samo medicinske sestre, ni posebej babica, ne, da bi babiško šolo končala fakulteto, ali kako je zdaj s tem? Kako da ni, saj babica konča, diplomirana babica konča, in to je poklic, ki je uradno, ima svoje direktive evropske, in v Evropi je 5 poklicov zdravstvenih, to je zdravnik, to je diplomirana babica, diplomirana medicinska sestra, diplomirani fizioterapevt in farmacevt. To je 5 poklicov priznanih, a ne, tako, po direktivah. Ampak to samo, da to dodam, a ne, da mogoče pa boste vprašali, oprostite, da vas prekinjam, ampak pri nas ljudje mešajo hruške pa jabolka, ne mi zameriti, zato, ker diplomirana medicinska sestra je en poklic in en profil in za sebe ima svoje direktive in ima drugačne kompetence. Diplomirana babica je pa drugo.
In pri nas zaradi tudi določenega manjka kadrov in ne vem kaj vse, malo mešamo hruške pa jabolke. In jaz Zato sem vedno zdaj rečem, vprašala. a ste vi videla kdaj zobozdravnika, da je pisal recepte namesto splošnega zdravnika ali pa splošnega zdravnika, da je popravljal zobe? Pa obadva sta naredila medicinsko fakulteto in lepo prosim, to bi mi mogli malo bolj ozaveščati, a ne, da so babice in mene v šoli vsi rečejo gospa babica. Jaz včasih, ko vidim, da nekdo in pač porodnice rečejo dostikrat o porodni postelji gospa sestra. Mogoče je to še iz tistega časa medicinska sestra babica, ker je rekel, takrat so profesori rekli, a ne, ko so bili na šoli, medicinska sestra pa nekaj več, a ne, babica, da se je vedlo babica in so res babice bile na vseh oddelkih in potem so šele prišle otroške sestre, ko so pač se začeli izobraževati v porodni sobi, na otročnicah, na oddelkih, vse so bile babice in točno se je vedlo, babice spadajo v porodništvo in ginekologijo, ostali pa spadajo drugje, a ne, pač medicinske sestre na kirurgijo, na druge oddelke in tako naprej. Je nekoč bilo to zelo ločeno, danes pa se je začelo, a ne, tudi pri ginekologu so začeli pač zaposlovati, ker je prišlo do tega, da je bilo treba imeti višjo šolo. Mi pa babice nismo imele tukaj ne višje šole, takrat, ker višja šola je pa dosti prej začela in so pol kar višje medicinske sestre začele tudi posegati v naše področje in nekako je iz tega prišlo, da so tudi velikokrat in normalno tudi zatečeno, a ne, stanje je to, da delajo tudi z ginekologom, da delajo tle, ampak ne morejo pa, ker nimajo kompetenc, niti voditi nosečnosti, niti veliko stvari delati, ker nimajo kompetenc narediti. In mene najbolj boli oziroma skozi razlagam to, da srednja medicinska sestra babica je imela 50 porodov, ko se je izobraževala, imela, kot sem vam že prej rekla, toliko vaginalnih pregledov, toliko posegov tega, toliko unega in tretjega. In jaz se bojim, pa tudi se je zgodilo v nekaterih zdravstvenih domovih, da na njihovo mesto zaposlujejo zdravstvenega tehnika. Zdravstven tehnik nima kompetenc nadomestiti srednjo medicinsko sestro babico, ki je 4-letno babiško šolo končala. In zdaj te punce, ko so te zadnje, nekako še kakšno leto, 2-3 bodo še v službi, te, ko so iz te srednje, se pravi, in ne smemo jih nadomestiti, njih moramo nadomestiti z diplomirano babico. In to je naš nacionalni problem, da rečem tako. Da. Ja. To sem jaz opazila, ko sem iskala, se bomo zaključili, ker vi imate ob 11, a ne. Jaz sem to opazila, ko sem iskala, ker sem želela prav z babico govoriti, ne. Obstaja seznam zaposlenih in seznam na zbornici prav babica, ne, in gledam in vaš naziv je magistra zdravstvene nege, vejca, diplomirana medicinska sestra, vejca, babica. In jaz sem tako žensko želela, to ste vi, ne, ker nekatere ženske pa so v tistem imeniku bile navedene samo srednja medicinka, a ne, in jaz nisem samo njo želela poslušati, a ne, ampak prav babico na današnji dan, a ne. Ja. In res se preveč dela telih razlik in se ne opredeljuje in ne definira, tako kot bi to zahtevala tudi vaša stroka, ker vi ste strokovnjaki, ne. Babištvo je čisto drugo, kakor pa kar medicinska sestra lahko v splošni ambulanti. Da. Res. Tako da za konec mogoče sem še to, glede telih sloganov za krepitev tega vašega babiškega poklica in delovanja babic, a ne, vsako leto imate neko novo sporočilo, da bo se krepilo in uveljavljalo babice v slovenskem in tujem prostoru. Kakšno pa imate letos geslo oziroma slogan? Naš slogan letos, a ne, da bom prav moram pogledati, je, da so prepisovali, a ne, ampak malo smo prevajali, pa kako pride tole, z dokazi v sedanjost. Z dokazi, se pravi, to bi nekako bilo prav tako skrajšano, ker je bilo toliko, ampak to pomeni, se pravi, z dokazi tuje prakse oziroma z dokazi s prakso podprtih stvari, a ne, se pravi, v sedanjost, a ne, ampak je tako skrajšano z dokazi v sedanjost. Ker tisti slogani so mi bilo bolj všeč. Babiško srce bije za ženske in novorojenčke. Babice svet nas potrebuje bolj kot kadarkoli, ne. Tako da
Res, Veste, hvala. jaz sem bila od 99. leta sem bila delegat v mednarodnem ICM, a ne, Združenju babic. In tam smo vedno izglasovali, a ne, in pol je bilo to tako, veliko, dostikrat smo mi bile Evropejke preglasovane o določenih stvareh, ki pa za nas niso bile sprejemljive, ampak ker je bilo veliko mogoče Afričank pa drugih, a ne, delegat, ker je pač njih več držav, potem smo pa pač a ne določene stvari tudi mogli z njimi sprejeti. In tako je tudi tukaj. In pol to za vsako žensko, takrat a ne pač babištvo, a ne, za vsako smo imeli, ene 3 leta smo pol sprejeli, da bi to, da je vse povsod in smo imeli dolga leta, pač prav ta slogan, a ne, da smo ga ponavljali, a ne, se pravi, kar nekaj let, a ne, smo tudi takrat naredili veliko promocijskega gradiva in tako naprej, a ne. Tako da od nas ne moramo si same zmisliti, ampak pač kakor je mednarodna zveza, a ne, in Da. kakor se delegati zmenijo in kakor izglasujejo, in to je to. Mogoče sem za koncu minutko, ima kdo kakšno vprašanje za našo današnjo gostjo? Noben nima poguma, ali gospe dovoljujemo, da se hitro naprej v svoje delovne procese vrne. Kako je zdaj? Lahko jaz še nekaj rečem? Prosim. Jaz zdaj, ne vem, mogoče prihaja poletje in dopusti in tako naprej, a ne, ampak lahko enkrat 1. septembra, oktobra me pokličete in če želite, pridete pogledati to omaro v kliničnem centru, pa vam bom razkazala, se zmenimo za 1 uro, za 1 dan in tako naprej, ko bomo lahko vsi, a ne, to vas Cenim vas tole jaz ponudbo. vabim, če želite in Cenim. če hočete priti, ja. Drugače pa res, ne vem, če je še kakšno vprašanje, če ni, jaz se vam zahvaljujem za povabilo, a ne, res mi je v čast, a ne, da ste me poklicali, in tudi, da sem lahko povedala nekaj o nas, da si lahko malo razširimo vsi skupaj obzorje, da malo vemo, saj vem, da vsi veste, kdo je babica in kaj je babica, in kot je gospod rekel na začetku, je vedno hočeš, nočeš, a ne, je redno ob nas, ob rojstvu, prva te skopa, prva te vidi, prva te je ob tebi in tako naprej, a ne, zato pač, ampak vseeno, ne, malo smo si razsvetlili obzorje in res hvala vam lepa za povabilo in hvala lepa, da ste mi prisluhnili vsi. Hvala tudi vam, gospa. Lepo bodite. Ja, hvala. Srečno. Adijo. Adijo. Hvala. Jaz imam pa še eno nalogo, in sicer za drug petek, petkova zaunkavica, kot ponavadi bo ob 10. In z nami bo gospa direktorica Inštituta za razvoj igrač, skupaj s najmanj 2 skrivnima gostjama. Dušan, bo v redu tako? Ja, v redu, ja. A ne? Ja. Danes smo bili kratki, jaz sem bila še krajša, ampak mogoče se me tudi še sliši. Več stvari je botrovalo temu, da je bilo danes tak začetek, kakor je bil. Se pa opravičujem vsem. Nekaj super si bila, v redu, glede na zdravstveno in vsakno stanje. Dušan, hvala. Jaz bi sam še rad povabil vas, kdor ima čas, dobili ste vabilo, kdor ima čas, naj pride v sredo, naj se prijavi na to, tipam Ozvezdje, bo ena čudovita zadeva. Se slišimo v petek. Adijo.